vami iz svetega evangelija po Mateju. V tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: vi ste sol zemlje, če pa se sol pokvari, s čim naj se soli, ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne priživajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Kristusov evangelij. Najprej eno vprašanje za mlajše. A vi, otroci, sploh veste, kaj je to mernik? Mernik. Ne vejo, ne? Pojma nimajo. To je to. Torej, zato, da boste današnji evangelij razumeli. Mernik je, kako ne povem, en tak, ene vrste lesen, velik, piskar čevelj. Posoda za žito in kmetje so včasih z merniki merili, koliko mernikov pšenice sem pridelal. Se pravi, to je ena taka močna lesena posoda, ker če kar daš spodaj pod mernik, da mernik poveznaš čez, je zadeva v temi. Zato, če luč postavim pod mernik, pomeni, da dam to posodo čez luč in se ne vidi luči. Tukaj smo zdaj to razčistili, prav? No, zdaj pa lahko dremate naprej. Glejte, Jezus nam v današnjem evangeliju postal eno tako žlahtno vlogo in pa nalogo, ki jo imamo kristijani. Bolj slikovito ne bi mogel povedati kot s tema dvema besedama. Vi ste sol in pa luč. Vsi poznamo in vemo, kakšno vlogo ima sol v prehrani. Izboljša okus. Sol v morjih in oceanih pa pravzaprav drži pri življenju ves svet. Brez soli bi naš planet umrl in ni z njim. In ko Jezus pravi, da smo kristijani sol zemlje, je to po eni strani sicer privilegij, priznanje, da smo pomembni in nezamenljivi, ampak po drugi strani je pa tudi zahtevna naloga. Zaradi nas, kristijanov, naj bi bila družba, v kateri živimo, kvalitetnejša, ker jo kristijani delamo bolj užitno. S svojim odnosom do ljudi, ne glede na to, kakšno imajo versko ali pa politično prepričanje. Kristijani smo posebne vrste ljudi. Nikogar ne obsojamo, nikogar ne zavračamo, vseeno je, kakšne barve je njegova koža. Podobno kot sol v morjih, smo kristijani tisti, ki omogočamo, da družba sploh preživi. Ampak sledi pa vprašanje, ki si ga lahko vzamete kot predmet razmišljanja za današnji dan. Kakšna sol pa sem jaz? Jaz, ko sem si to vprašanje zastavil, sem se močno zasekiral in upam, da se boste tudi vi. Namreč, ali sem kot sol v bistvu solni cvet, tista najdražja, najžlahtnejša in najprestižnejša oblika soli? Ali sem solni cvet? Ali pa sem mogoče navadna kuhinjska sol? Nič posebnega, ampak nepogrešljiva, ki opravlja svojo vlogo. Ali
hkrati pa sem mogoče sol, ki je dobra le še za posipanje cest. Kakšna sol torej sem? Jezus namreč pravi, da se sol lahko tudi spridi in ni za drugega, kot da se vrže na cesto in da jo ljudje pohodijo. Kakšen sem? In druga vloga, ki jo imamo kristjani v družbi, je, da sem luč. Vsem nam je jasno, kako pomembna je luč. Tema namreč vzbuja nelagodnost in strah. V temi se spotikamo in zaletavamo v predmete. V temi ne vidim poti, po kateri naj grem. Luč je zato tudi življenjskega pomena. In vedno se postavi na čim višje mesto, da čim bolje osveti okoli sebe. Kristjan, ki je v družbi luč, s svojimi besedami in zgledom kaže ljudem, katera pot je prava, po kateri se splača hoditi, da človek pride do polnega, kvalitetnega in srečnega življenja. Če neverujoči vidijo kristjana, ki gre zadovoljen in pa srečen skozi življenje, takrat se vedno vprašajo, kaj je tisto, kaj ta človek ima in da jaz nimam. Tudi jaz hočem to imeti. In na ta način kristjani ljudi vodimo k Jezusu in posledično sreči. Ni potrebno, da svetim kot reflektor. Dovolj je, da svetim kot sveča. Ampak tu je še drugi del današnjega vprašanja za razmišljanje. Ali sem luč postavljena na podstavek, ali pa sem luč skrita pod mernik. Torej, kakšna sol sem in pa kakšna luč. Če hočem biti dobra in kvalitetna sol in luč na podstavku, se moram namreč močno potruditi. Kdor se ne trudi, za ceste posipati še zmeraj dober. Amen.